Tako, otroka sta oddana v vrtcu, jaz pa imam končno čas, da preverim nekaj zelo pomembnih stvari. Recimo ta znak, ki ga videvamo na mleku in mlečnih izdelkih. Definicija pravi, da so to izdelki pridelani in predelani v Sloveniji. Izpolnjujejo višje standarde kakovosti in so dodatno neodvisno kontrolirani. Ok, ampak kaj to v resnici pomeni? Obiskala sem gospo Marino Koren-Dvoršak, ki je inšpektorica in opravlja te dodatne preglede. Zanjo imam nekaj vprašanj. Znak izbrana kakovost zagotavlja višje standarde kakovosti. Kaj to pravzaprav pomeni? Torej, ta označba pomeni, da mleko in mlečni izdelki imajo neke dodane vrednosti, neko višjo kakovost in izpolnjujejo te kriterije. Izpostavila bi dva kriterija. Prvi je delež mikroorganizmov v mleku. To je do 20% manj, kot določa najvišja ta zakonsko dovoljena odredba. Potem pa imamo tudi omejitev časa prevzema mleka, torej od kmetije, od kmeta, ki je certificiran do mlekarne, in ta čas je omejen na 15 ur. Super, to je pa kratek čas. Je, posebej zato, ker vemo, da imamo kmetije razdrobljene in je ta čas transporta dejansko lahko problematičen. Kaj pomeni 100% poreklo? Kaj pravzaprav pomeni, da so ti izdelki pridelani in predelani v Sloveniji? Živila, ki nosijo označbo izbrana kakovost Slovenija, dejansko pomeni, da so pridelana in predelana v Sloveniji. Torej, nekdo preveril in zato tudi izdal certifikat. V primeru mleka bi lahko pomenilo tudi, da bi nekdo pripeljal mleko iz druge države in tak izdelek živilo ne more nositi te označbe. Lahko bi pomenilo tudi, da mleko odpeljamo v drugo državo, slovensko mleko, certificirano celo, da tam prepakiramo, vendar tudi tako živilo te označbe ne sme nositi. Torej, gre dejansko za živila, ki so pridelana in predelana v celoti v Sloveniji. Kaj pa pomenijo te neodvisne dodatne kontrole? Torej, neodvisne kontrole izvajajo certifikacijski organi, ki jih pooblasti Uprava za varno hrano. Taki organi potem izvajamo kontrolo pri teh izvajalcih, ki jih imenujemo, izvajamo redne kontrole in tudi dodatne, napovedane in nenapovedane. Kar je pomembno tudi je, da izvajamo kontrolo na prodajnih mestih, torej preverjamo, ali morda ni označeno tudi kakšno živilo, ki ga pa mi nismo uvrstili na certifikat. Ok, torej res striktno. Tako je. Nihče ne more videti s to oznako, če res ni vse tako, kot mora biti. Tako. Kaj je zelo zanimivo. Hvala. No, to je bilo pa res zanimivo. Glede na to, da sem stroga in natančna, bi se mogoče lahko pridružila inšpektorju. Malo za hec. Za začetek vsaj vem, da se res lahko zanesem na ta znak, vi pa tudi.